Včeraj je Gospodarska zbornica tudi dala eno oceno vaših ukrepov, ne? Ja, ta ocena je iz trte zvita, pretirana, napisali so jo pa zato, da bi strašili javnost, predvsem pa zbujali paniko med gospodarstveniki, češ Levica spet hoče sprejeti neke škodljive ukrepe, ampak dejansko ne gre za nobene pretirane obremenitve. Po davkih na kapital je Slovenija četrta najmanj obdavčena država med vsemi članicami OECD-ja, tako da če jih zmerno povečamo, kar predlagamo, ne bo nobene škode. Kar se tiče recimo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kjer strašijo pred tem, da bo to nova obremenitev za delavce, pa sem že včeraj odgovoril gospe Sonji Šmuc, da to ni nov davek, ta davek že zdaj vsi plačujemo. Vsak zaposlen, vsak upokojenec pač mora plačati 33 evrov na mesec, kar skupaj znese potem približno 400 evrov na leto privatnega davka, privatni zavarovalnici, zato da ima sploh dostop do zdravstvenih storitev. Če tega davka ne plača, pa se mu recimo razlije slepič, bi plačal 700 evrov doplačila. Skratka, to je davek, ki ga že plačujemo. In kar bi mi želeli narediti, je prenesti ga v prispevke na plače, kar bi 70% ljudi razbremenilo, pomenilo pa bi zgolj 2% dodatno obdavčitev neto plače. Hvala lepa. Okay, hvala.